Spoštovani svojci in prijatelji vseh tistih, ki so med vojno padli po naših gozdovih, bili odpeljani v izgnanstvo ali pa so čakali na usmrtitev po zaporih, obračam se tudi vam, ki ste imeli nekoga, ki vam je blizu, pa je ubit nedavno ob osamosvojitveni vojni. Danes smo se zbrali, da bi počastili njihov spomin in prosili dobroto samo, ki jo kristjani imenujemo Bog, naj jim nakloni zaslužen mir in pokoj. Ko so naši dragi umirali ali pa čakali na usmrtitev in tudi med bojem, ko niso vedeli, ali bodo preživeli ali ne, so se spraševali, kje neki je vendar Bog. Če so imeli ob sebi prijatelja, ki jih je bodril in spodbujal, so lahko spoznali, da je Bog čisto blizu, da z njimi trpi in joče. Kristjani tega ljubeznivega in tolažečega Boga poznamo pod imenom Kristus, križani in ustali Gospod. Ime Kristus je rad izgovarjal tudi mlad slovenski fant, ki se je znašel v taborišču Mauthausen. Začutil je, da bo lažje slišal Kristusove tolažilne besede s križa, ko bo tudi sam izdelal takšno znamenje trpljenja, smrti, a tudi upanja. Tukaj pred nami je križ, ki ga je ta mladenič pred svojo smrtjo v taborišču izročil svojemu prijatelju in ga prosil, naj ga preda njegovi ljubljeni izvoljenki, ki bi jo umirajoči slovenski mladenič, žejen življenja, tako rad še enkrat videl in ji povedal, kako zelo rad jo ima. Spoštovani, križ ni samo znamenje smrti, ampak tudi upanja in ljubezni, ki nikoli ne mine. To je znamenje, ki nas lahko poveže z ljudmi, ki so nam najdražji oziroma jih najbolj spoštujemo. V znamenju tega krščanskega upanja tudi mi sedaj začnimo ta sveti obred. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Gospodu smili se. Berilo iz druge knjige Makabejcev. Tiste dni je izraelski voditelj Juda nabral do 2000 drahem srebra in jih poslal v Jeruzalem, da bi se opravila daritev za greh. Prav lepo in plemenito je ravnal, ker je mislil na vstajenje. Zakaj, ko bi ne bil pričakoval, da bodo padli ostali, bi bilo odveč in prazno moliti za rajne. Tudi je mislil, da je tistim, ki so pobožno zaspali, namenjeno prelepo plačilo, sveta in pobožna misel. Zato je priredil spravno daritev za rajne, da bi bili rešeni greha. Kakor jelen hrepeni, po potokih voda. Moja duša žeja po Bogu živem Bogu. Kdaj pridem in se prikažem pred Tvojim obličjem?
solze so me postale vsakdanji kruh. Ko mi neprestano govori, ki je tvoj Bog. Srci se vtaja v meni, ko se spominja, kako sem v množici hodil k Božji hiši. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga in tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je mnogo bivališč. Če bi ne bilo tako, bi vam bil povedal, ker odhajam, da vam prostor pripravim. In če odidem in vam prostor pripravim, bom zopet prišel in vas k sebi vzel, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kam grem, veste, in za pot veste. Tomaž mu reče: Gospod, ne vemo, kam greš, in kako bi mogli vedeti za pot? Jezus mu reče: Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu, razen po meni. To je Kristusov evangelij. Spoštovani vsi zbrani, dragi bratje in sestre, znanstveniki, ki preučujejo človeka, pravijo, da je človek zares postal človek, ko je začel svoje pokojne pokopavati. Takrat človek ni samo izrazil svoje bolečine ob tem, da njegove ljubljene osebe ni več, ampak je z obredom pokopa povedal tudi, da bo rajni živel še naprej. Živel bo v njegovem srcu in spominu preko obeležij na grobu. In človek je upal, da bo pokojni na nek simbolen način živel tudi naprej v večnosti. Spomin na pokojne je eden od temeljev vsake kulture, zato se v pogrebih, obletnicah in ob spominu na rajne vračamo k temeljnim vrednotam človeštva in zaradi tega tudi sami postajamo vedno bolj ljudje. Spoštovani, danes smo se zbrali, da bi se spomnili tistih, ki so nam še posebej dragi, saj so umrli zaradi tega, ker so ljubili slovensko zemljo, slovenski jezik in ker so tudi upali na boljšo, pravičnejšo, urejeno družbo. Želimo se spomniti fantov in deklet, ki so zrasli iz vernih krščanskih družin, ki so znali moliti in so se zaradi ljubezni do svojega naroda povezali s slovenskim odporniškim gibanjem proti fašizmu in nacizmu ter odšli v partizane. Ob vseh razpravljanjih v medvojnem času, ki jih poslušamo z različnih strani, ni omenjeno,
da so bili partizanski fantje in dekleta večinoma verni ljudje, ki so v hudih trenutkih pomislili na najdražje in tudi molili. Psihologi vedo povedati, da takrat, ko vojak umira na fronti, največkrat kliče svojo mamo in svojega Boga. Zakaj bi bili naši slovenski fantje in dekleta drugačni od drugih žrtev vojnih bitk po Evropi in po vsem svetu? Številne priče nam govorijo, koliko je pomenilo talcem, če jih je obiskal slovenski duhovnik. Žal naši fantje in dekleta, ki so umrli v partizanskih vrstah, največkrat niso imeli tega milostnega daru, da bi lahko zaspali v zakramentalni spravi s seboj in z drugimi. Danes, ko se jih spominjamo in ko obžalujemo, da so ugasnila tako mlada življenja, pa je prav, da se tudi mi sami trudimo, da ohranjamo ideale, za kateri so oni umrli. Večina izmed njih je umrla za svoj narod in za slovenski jezik, kar je bilo še posebej značilno tukaj na Primorskem, na Štajerskem in še kje verjetno. To je bil jezik njihovih mater. V tem jeziku so slišali najlepše besede miline in ljubezni. V tem jeziku so dekleta prepevala svojo mladostno radost. Slovenski jezik je bil tudi jezik mladih slovenskih fantov, ki so z možatimi slovenskimi izrazi vstopali v svet odraslosti in svet svojih očetov. Danes se spominjamo, da so ti fantje in dekleta, možje in žene, ljubili naša polja in travnike, gozdove in reke. Bili so ponosni tudi na naše vasi in mesta, kamor so hodili v šole, da so se hranili z novimi znanji in delali načrte za prihodnost. Vse je tudi povezovala ista vera. Vera v smisel njihove žrtve, v smisel trpljenja in tudi smrti, ki bo obrodila sadove za prihodnje rodove. To je bil ideal, v katerega so verjeli vsi, ki so umrli, pa ne so se imeli za kristjane, drugače verne, ali pa so se izrekali za neverne. Danes nočemo trditi, da so bili v partizanskem odporniškem gibanju vedno samo junaki in učenci. Povsod, kjer smo ljudje, so tudi stranpota, je tudi zmota, greh, so napake. Pa vendar vse te pomanjkljivosti, ki so tako tipično človeške in kdaj tudi krute, ne morejo zamegliti veličine tistih src, ki so se nesebično podale v boj za svobodo otrok, za srečo mladih ljudi in za mirno življenje starih. Danes bi še posebej se radi spomnili tudi tistih, ki so bili v tujih vojakov, pobesnelih od nečloveških ideologij, pobiti na svojih domovih, odpeljani v izgnanstvo, kjer so umrli, ali pa so bili proti svoji volji potisnjeni v tuje uniforme in bili tako posredno ali neposredno žrtve teh uničujočih ideologij. Sedaj mislim tudi na duhovnike, ki so bili odpeljani v Dachau in Jasenovac. Predvsem pa mi prihajajo na misel slovenski učitelji in učiteljice, ki so vztrajali pri slovenskih otrocih po vaseh, ki so nudile partizanom zavetišče. Prav je, da se spomnimo teh nedolžnih žrtev, nad katerimi se je znašel okupator, in da tudi v njih vidimo resnične junake. Partizanski ter drugi borci in vsi, ki so jim stali ob strani in so prezgodaj umrli, v svojem življenju niso mogli vsega povedati svojim dragim. Niso jim mogli reči, da jih imajo radi, niso mogli prositi odpuščanja in tudi ne sami vsega odpustiti. Niso mogli izgovarjati besed molitve, ki bi jo morda tako radi izrekli, in kot sem že dejal, niso mogli biti deležni zakramentalnih skrivnosti. Tukaj smo, spoštovani, da to naredimo namesto njih. Nekdo je že pred njimi trpel in šel na križ, nekdo je že pred njimi prestajal smrtni boj ter s križa odpuščal. Naj jih on, Kristus, sprejme v večno ljubezen, kjer ni več ne solza in ne opitja. Tisti, ki verujete v zakrament sprave in evharistično daritev ljubezni, ste zato povabljeni, da z menoj darujete to sveto mašo in da skupaj molimo
za pokoj njihovih duš. Tisti, ki znate moliti na ta ali oni način, vabim, da z menoj prosite Boga, naj jih sprejme in naj jim odpusti vse tisto, kar je bilo človeško nepopolno. Tiste pa, ki vam ni bilo dano, da bi bili vzgojeni v nagovarjanju Boga, a nosite v sebi iskrenost, poštenje in dobronamernost, vabim, da vse te fante in dekleta, može in žene, ohranite v lepem spominu in poskrbite za to, da bo veličina njihovih dejanj in žrtev znana tudi prihodnjim rodovom. Gospod naj jim da mir in pokoj in večna luč naj jim sveti. Amen. Dobri oče, sedaj pa želimo pristopiti in ti na glas izreči svoje prošnje. Prosimo za vse rajne, ki so nekoč pri svetem krstu prejeli začetek večnega življenja, podeli jim večno prebivališče med svetniki. Prosimo te za vse pastirje cerkve, da bi to, kar z besedo oznanjajo, izvrševali s svojimi deli. Prosimo te za vse, ki skrbijo za javne zadeve domovine, da bi pospeševali mir in blaginjo. Prosimo te za vse tiste, ki trpijo na duši ali na telesu, da ne bi nikoli mislili, da jih je Bog zapustil. Prosimo te tudi za vse tiste, ki so storili karkoli dobrega za našo domovino, dobrohotno jih sprejmi v svoje kraljestvo in jim bogato povrni za njihov trud. Spomni se in sprejmi k sebi v svoje nebeško kraljestvo tudi vse, ki so umrli na kateremkoli bojišču, doma ali po svetu. Prosimo te, usliši nas. Gospod z vami, višku srca,
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. On je rešitev sveta, življenje človeštva in ustajenje mrtvih. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju kličemo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki te jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnostem vera. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Jurija in škofa Metoda in vse slovenske škofe, v škofovski zbor, vse duhovnike, diakone, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime,
Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod Jezus Kristus, Ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v umirjenju vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. V znak miru in sprave si podajmo desnice. Glejte, to jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš v mene, ampak reci le besedo in ozdravljena. Kdor vredno uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molili smo za dušni pokoj vseh naših rajnih, srčno upamo, da so našli svoj mir in da se bodo njihove duše odpočile v Bogu.
Oni so že na cilju, mi še nismo, mi smo še vedno na poti življenja, kjer padamo in ostajamo, si odpuščamo in prosimo Boga, naj tudi nam nakloni svoje usmiljenje. Da na tej poti ne bi pozabili naših dragih pokojnih, da bi uresničevali ideale poštenja, domoljubja in prijateljstva, prosimo Božjega blagoslova. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.